Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda današnje seje. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2024. Prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 7/1. Predlagatelj je župan oziroma zam podžupan. Poročevalci Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar, Bogdan Pogačar, Tomaž Zabavnik in Lidija Božič. Besedo predajam Mariji Kos. Marija, izvoli. Pozdravljeni še enkrat. Zdaj, pred nami je predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2024 v prvi obravnavi. Vsi vemo, da je proračun pač najosnovnejši akt oziroma pravna podlaga za delovanje občine. Sprejme ga občinski svet in v proračunu morajo biti zajeti vsi prihodki in drugi prejemki občine ter vsi odhodki in drugi izdatki občine, ki se porabijo za posamezne namene financiranja javne porabe v tekočem letu. Med prihodki imamo v predlogu proračuna zajeto dohodnino oziroma povprečnino še po starih navodilih. Medtem smo mi 10. novembra dobili nov izračun in bomo v drugi obravnavi to tudi upoštevali, in sicer se je dvignila iz 700 na 725 evrov na prebivalca. Potem znižala so se sicer malo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in na novo so zdaj pripravili tudi stroške plač za javne zavode občin za leti 24 in 25, ki jih bo delno sofinancirala država. Vse to vam bomo prikazali potem v predlogu proračuna za drugo obravnavo. Zdaj v odloku o proračunu občine Kamnik za leto 2024 v prvi obravnavi imate navedenih 17 členov, ki podrobno določajo poslovanje občine. In ocenjeni skupni prejemki so v predlogu proračuna za leto 2024 ocenjeni na 37 milijonov 683 tisoč, od tega odpade na občino 37 milijonov 411 tisoč in na krajevne skupnosti 271 tisoč. Pri sestavi proračuna smo upoštevali tudi delni prenos, in sicer na strani občine Kamnik 1 057 in pri krajevnih skupnostih 374 tisoč, tako da skupaj je upoštevanega prenosa iz letošnjega leta v naslednje leto 1 milijon 431 tisoč evrov. Vsa ta razpoložljiva sredstva v višini 39 milijonov 114 tisoč evrov smo razdelili na izdatke, ki so razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega gradiva. V gradivu imate podane stolpce realizacije 22, sprejeti proračun 23 in predlog proračuna za leto 24 z indeksi načrtovanih sredstev v letu 24 glede na sprejeti proračun za leto 2023. To so kolone, ki so zakonsko predpisane in jih moramo podati pri pripravi oziroma za obravnavo proračuna. Zdaj sami prihodki so razdeljeni na davčne, nedavčne, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz EU in drugih držav, odhodki pa na tekoče odhodke, transferne odhodke, potem tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. To v glavnem. Pa v NRP-jih imate tudi podane posamezne načrte razvojnih programov, tako da še nerazdeljene, te imate zdaj v rebalansu bolj podrobno za samo sanacijo, ker še pač nismo takrat imeli podatkov, ko smo gradivo pripravljali. Želeli bi pa, da se pač ta predlog odloka o proračunu sprejme, da bomo lahko sploh izvedli sanacijo, ker moramo imeti vse te stvari opredeljene, da bomo lahko vlagali zahtevke na ministrstvo. Hvala. Mariji, hvala lepa za obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Aleksandar Rušič, izvoli. Ja, hvala za besedo. V imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča bi se najprej zahvalil za povabilo na sestanek, na katerem smo bili kot svetniška skupina povprašani,
po željah. Bili smo skromni, ne, kar se tiče naših pričakovanj za leto 2024, ker vemo, kakšna je situacija. Ne. Na tem sestanku je bilo malo v hecu rečeno, da sva prisotna dva bivša podžupana, pa aktualen podžupan na funkcije župana. Naj ob tej priliki še izrazim eno veselo informacijo, ki smo jo zvedeli prek Facebooka. Jaz sem bil zelo vesel na zahvalno nedeljo, ker sem videl zahvalo našega župana in tudi slikovne dokaze, da je doma, da se dobro počuti in tako naprej, in v imenu naše svetniške želim res hitro okrevanje. In predvsem pa naj upošteva navodila zdravnikov pa njegovih najbližjih in naj ostane toliko časa doma, da bo res zdrav, ker vidimo, da tudi Urošu tole čisto dobro gre. Tako da dejstvo je, da je situacija takšna, kot je. Jaz sem, ko je bil gradil zunaj, bil takoj na trnih, ker sem prvo pogledal naše 4 želje, časov v proračunu pa ni bilo, in Uroš je bil takoj deležen mojega klica. Zakaj smo se nekaj pogovarjali, če pol tega ni noter, in sem bil seznanjen z dejstvom, da bo v drugem branju vse skupaj. In ko sem na odboru rekel, da bo očitno drugo branje proračun čist drugačen, kot je prvo branje, je gospa Marija malo preveč osebno to moje opasko vzela. Jaz tukaj na nobenega s prstom nakažem, da je karkoli narobe, ker poznamo situacijo. Ampak zavedati se moramo, da se pravi, to sem že prej omenil, proračun sam je že na prihodkovni strani napačno zastavljen, smo danes ugotovili, ker teh 8 milijonov 200, ki smo jih v rebalansu umestili v letošnje leto, imamo med prihodki tudi drugo leto. Jaz ne verjamem, da bo država tokrat udarna, da nam bo drugo leto spet 8 milijonov 200 dala, če bo super, ampak me skrbi pol kot davkoplačevalca, kaj nas čaka v prihodnih letih. Tako da na tem sestanku je bilo tudi povedano, da bomo se lotevali projektov, za katera bo zagotovljeno sofinanciranje. In to je ena stvar, ki me je pa malo zmotila v predlogu proračuna. Cel kup je enih postavk, kjer ni zagotovljeno sofinanciranje in zunanjih virov. Tako da pri pripravi drugega branja ali se probajte držati tega, da se res tudi ne troši po 20 000 za projekte, če ne pa pol umestimo še čim več takih stvari not, pa da se bo res veliko projektov delali. Name so se obrnili, pa tudi mislim, da na ostale svetnice in svetnike z naše volilne enote iz krajevne skupnosti Gotič, kjer imajo željo tudi, da se kanalizacija Brezje umesti v proračun, proračunska postavka, podobno kot imamo Snovik, pa mislim, da še ne dva kraja. Tako da, če bo vse to not ostalo v proračunu, jaz pričakujem, da se bo tudi Brezje dodalo. Poleg tega pa tiste 4 želje, da ne bom samo 4 želja govoril, naša želja je, da se nadaljuje na izvajanju in uresničevanju mladinske strategije. Prvo predpogoj je, da se sredstva ohranja, da se nadaljuje z financiranjem v sklad za bazen. Tukaj še enkrat polagam, dajte probati izkoristiti situacijo. Jaz sem pričakoval, da med temi projekti, ki so navedeni, bo tudi bazen, ker je bil poplavljen kot športni objekt. Upam, da je zaveden v Ajdi. In ena krajevna moja, da se v Črni začne postavka za igrišče Črna, da ga v narekovajih legaliziramo. To pa mislim, da je bilo vse, pa zdaj mogoče sem eno zgrešil, ampak tok za to prvo branje. Res pa upam, da bomo še enkrat povabljeni, da ne bomo spet iz proračun za drugo branje dobili tisti teden pred oziroma 14 dni pred sejo, ampak da ga bomo prej še tisto neuradno verzijo videli. Hvala. Sandi, hvala lepa. Svetnice, svetniki. Robert, prosim, izvoli za besedo. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz sem samo eno kratko vprašanje, in sicer za proračunska postavka 8122, to je sklad za pokriti bazen,
nekaj je že Sandi omenil. Moram pa reči, da ob ustanovitvi tega sklada je bil skupni konsens vseh deležnikov, da se v sklad vsako leto namenijo sredstva za izgradnjo pokritega bazena. Ko sem bral predlog proračuna za prihodnje leto, sem ugotovil, da teh sredstev ni v skladu, pa me zanima zakaj in zanima me prav tako, ali je bila to odločitev vseh deležnikov, da teh sredstev ni, in pa na koncu, kakšen je načrt, ali bomo sploh delali pokriti bazen ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam Ivanki Učakar. Ivanka, izvolite. Hvala za besedo, gospod podžupan. Dober večer vam vsem. Najprej pozdravljam, da v tako posebnih nepredvidljivih okoliščinah sprejemamo proračun le za 2024 in ne za 2 leti, kot je bila zdaj le kar nekaj časa praksa, ker že tako in tako potem sledi rebalans na rebalans. Skratka, zadeve so nepredvidljive, pa vendarle morajo biti dokumenti pripravljeni. Potem druga zadeva, veseli me, da tista beseda, projekti, ki so v teku, ne bodo opuščeni zaradi sanacij in zaradi vseh teh škod, drži. Če sem prej avgusta bila v zadregah in sem tuhtala, kako se bo sploh leto 2024 sestavilo, vendarle nisem vsega natančno pregledala, sem bila precej lokalpatriot, podobno kot Sandi, in sem pač vse projekte pregledala bolj podrobno, pa tisto, ko se navezuje na krajevno skupnost Kamnik center oziroma to, kar smo že pred časom izrazili, kaj so v naši krajevni skupnosti prioritete. In sem ugotovila, da za 2024 so za Medvedovo in za Tuniško sredstva za projekt za izvedbo namenjena in pa potem v načrtu razvojnih programov za leto 2025 za enkrat dovolj sredstev za izvedbo. Me pa ob tem zanima, v čem je težava, da sam projekt nastaja že več let. Kdo nada mnenja ali soglasja, v čem je stvar, da vendarle se niti dokumentacija tako dolgo ne pripravi in ob tem me zanima, ne vem, na koga naj naslovim, bom že dobila odgovor, upam, v kateri fazi smo in kdaj lahko pač projektno dokumentacijo pričakujemo. V samem besedilu je navedeno, da bo prenovljena kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava. Me pa zanima, kako bo z elektronapeljavo za zasebnike, ker Medvedova je ena redkih ulic, ki gre elektrika še po luftu, mi rečemo, kaj bo z optiko v tem smislu, da se ne bo, ko mi bo ulica obnovljena, ponovno razkopavalo. Sem pa zasledila, da na NRP-ju je navedena tudi obnova trim steze na Zaprcah, za kar je dala krajevna skupnost center pobudo in me pa zanima, kdo je skrbnik tega projekta na občinski upravi oziroma kje naj še kaj potrkamo na vrata, da se bodo stvari premikale. Hvala lepa. Janka, hvala za vprašanje. Besedo predajam Roku Novaku. Rok, izvoli. Čakam. Okay. Hvala za besedo. Vezano na to, kar je že Sandi omenjal, leto pa pol nazaj je občinski svet sprejel novo strategijo za mlade, ki je predvidevala tudi izboljšanje fizične infrastrukture na mladinskem področju, med drugim tudi narekovaju nadzemnega mladinskega centra do leta 2024 in povečanje števila zaposlenih na mladinskem področju za enega vsako leto, kar je vezano predvsem na kakovost, za izboljšanje kakovosti prijav na mednarodne projekte, pa okrepljena komunikacija z mladimi in med mladimi v občini. Seveda je v luči obnove po poplavah težko pričakovati, da se drastično zvišajo ta sredstva.
Bi bilo pa smiselno ohraniti financiranje na ravni leta 2023, ker je povečanje omogočilo pridobitev ene težko pričakovane in zelo veliko pridobitev, dodatna zaposlitev na mladinskem področju. To zmanjšanje sredstev, čeprav na videz je relativno majhno, pa bi pomenilo, da se ta zaposlitev izgubi. Zato bi predlagal, da v verziji v drugem branju proračuna, da se ta postavka vrne na enako raven kot v letu 2023, ki pa bi nekako zagotavljalo 2023, ja. Ker bi bila pa nekako neka kompromisna rešitev. Bi pa želel še opomniti, da strategija tudi narekuje polletno poročanje o implementaciji občinskemu svetu. Glede na to, da je pa že minilo leto pa pol od strategije, poročilo o implementaciji pa svet še ni prejel, glede na moje informacije, bi predlagal, da se to poročilo pripravi in obravnava na naslednji seji občinskega sveta. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Bojani Pančur. Bojana, izvoli. Hvala za besedo. Po pregledu predloga tega proračuna za leto 2024 sem se pa osredotočila malo na določene postavke, pa podajam sledeče predloge oziroma pripombe in vprašanja. Zdaj na postavki 4500 redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je namenjeno precej veliko sredstev, 800 000 evrov, mogoče glede na dolžino občinskih cest niti ne tako veliko, ampak me zanima razlog, zakaj so določene ceste tako slabo vzdrževane. Zdaj, ali je teh sredstev še vedno premalo, ali pa je potreben večji nadzor na to porabo. Ker glede na to, da so določene tudi asfaltirane ceste res zelo slabo vzdrževane, to pomeni še dodatno uničevanje cest, kar pa pomeni še dodatno porabo sredstev iz drugih postavk. Potem postavka 4533 urejanje varnih poti, me zanima, kaj in kje točno se na tej postavki planira v letu 2024. Enako na postavki 4537 sanacija poškodovanih mostov, kjer piše, da se bodo sanirali glede na prioritete in nujnost. Me zanima, če je že narejen plan, kateri bodo in kje. Na postavki 4607 investicijska obnovitvena dela na javnih cestah predlagam povišanje sredstev, ker menim, da je teh sredstev na tej postavki glede na razpis ponudbe in izbranega izvajalca, ki je bil, razpis je bil objavljen v mesecu juliju, izbran je bil izvajalec. Navedeni odseki cest so skoraj enaki, samo eden je drug. Sredstev pa je v predlogu proračuna precej manj, tako da mislim, da teh sredstev za teh 5 odsekov cest glede na navedeno prej ne bo dovolj. Potem pa spet opozarjam na postavko 4610. Že dolgo opevana postavka izgradnja pločnika in 2 avtobusnih postajališč od gasilskega doma Špitalič proti Motniku. Tukaj predlagam spremembo zapisa v proračunu in predlagam, da se glasi, da se sredstva bodo porabila za odkup zemljišč za izgradnjo pločnika in par avtobusnih postajališč ob regionalni cesti Kamnik-Ločica med naseljema Špitalič in Bela. Namreč tudi v NRP-ju je zapisano, da je bil z upravljavcem za državne ceste DRSI sklenjen dogovor, da občinska uprava izdela projektno nalogo in projektno dokumentacijo ter odkup zemljišč. Upravljalec za državne ceste pa izvede predmetno investicijo. Občinska uprava se je zavezala, da bo upravljavcu državnih cest pomagala pri pridobivanju zemljišč za predmetno investicijo. Torej je potrebno strani občine zemljišča odkupiti. Soglasja lastnikov so bila strani krajevne skupnosti predhodno že pridobljena, tudi projekt je narejen, ker ga je naredila občina v lanskem letu. Me pa zanima, ker je bil, če je bil, oziroma navedeno je, da je bil predhodno sklenjen dogovor, kar po mojem mnenju pomeni neko zavezo, potem ne razumem, zakaj ta zadeva že toliko časa traja.
In še vprašanje, kaj je bilo od meseca februarja, odkar je bila zadnja informacija strani občine narejeno glede podpisa te pogodbe. Ker po naših informacijah še vedno ni podpisana strani Ministrstva za infrastrukturo. Glede na predhodno sklenjen dogovor, pa ne razumem, v čem je težava. Potem naslednja postavka 4635, ureditev poškodovanih cest in javnih poti, predvsem precej malo sredstev na postavki, glede na to, da sicer so navedeno samo 5 odsekov. Me pa zanima v tem primeru, sicer ne vem, če spadata ravno na to postavko, ampak izpostavila bi 2 cesti, in sicer lokalno cesto 161101, to je od Motnika proti Beli, kjer se je v lanskem letu urejal vodotok, narejeni so bili kamniti podporni zidovi. Nadalje bi morala biti cesta na tem odseku pri podpornih zidovih v določenem širini, ne vem, 80 širine, samo na določenih odsekih asfaltirana in še ni, tako da me zanima, če je to možno uvrstiti na kakšno postavko, ker s tem, ker ni, se delajo spet dodatni stroški na drugih postavkah, ker ob vsakem malo večjem dežju spet odnese ves material, to pomeni dodatno vzdrževanje in tako naprej, pač začaran krog. In pa še lokalna cesta okrog Češnjice Golice, kjer pa tudi opozarjamo že mnogo let in je cesta v zelo slabem stanju. Tako da predlagam, da se proučijo možnosti, kdaj in kako bi se ta cesta sanirala. Na postavki 6312 postavitve in obrove hidrantov za požarno varnost predlagam, da se postavki doda, da so sredstva poleg postavitve novih hidrantov ter vzdrževanje obstoječih namenjena tudi za nakup hidrantnih omaric in pripadajoče opreme za omarice. Ker namreč brez hidrantnih omaric z opremo vam hidrant bolj malo koristi, če ga potrebujete. Čeprav, če sem prav seznanjena, so se z te postavke hidrantne omarice že kupovale, ni pa namenjenih sredstev konkretno za opremo, katero trenutno namenjajo gasilska društva iz lastnih sredstev. Pri postavki 8243 vzdrževanje in obnova spomenikov me zanimajo obnove in izdelave dokumentacije, za katere spomenike so predvidene v letu 2024. Postavka 9316 investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah. Upam, da se bo s temi sredstvi 120 000 evrov lahko izvedlo vse navedene zadeve v postavki. Tukaj bi pa še dodala, da naj se po možnosti čim prej pričnejo dela za odpravo vlage in sanacijo kopalnice ter toaletnih prostorov v podružnični šoli Motnik, ker stanje res ni zavidljivo. In pa mogoče še na konec mi je padla v oči ena postavka, in sicer 3204 delovanje GRS Kamnik, 5000 evrov. Pač sem mnenja, da so sredstva glede na navedeno, zakaj se porabijo in za dejavnost, katero opravlja GRS, absolutno prenizka. To je pa pač samo moje mnenje, tako da hvala. Hvala lepa, Bojana. Besedo predajam Vojku Toninu. Vojko, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi samo tlepo vprašal, glede urejanja strug in vodotokov me zanima za naš konc, za Tuhinjšico in pa Sonščico, ker je to nekje v februarju, mislim, pri rebalansu nekaj bilo zagotovljenega, zdaj pa ni nobene postavke več, oziroma se zdaj to, ker jaz vem, nekaj zakompliciral glede sofinanciranja države, ker država svojega deleža ni prispevala in se letos ni naredil nič. Drugo leto je pa sploh ni, mislim, za naslednjo leto pa sploh ni te postavke več noter. Upozarjam pa zato, oziroma bom spomnil, glede na to, da je bil prva vloga že dana leta 2007, to gre za 2 odseka po 100 metrov, ureditev brežine, na Lazah in v Tuhinju, ampak če v 2007 pa do danes še ni naredil popolnoma nič, mislim, da je to majhen predolg traja. Če jaz razumem, da je dela težka situacija, da je posod
veliko dela, da je na poplavnem območju dela neomejeno. Ne. Sam, da bi bo pa treba tlele to tudi enkrat dokončno narediti, ker verjetno bo tudi v naših koncih, kdaj bo bolj dež padel, pa bomo več vode in se nam zna isto zgoditi, kot se je tlele v teh 4 dolinah. Opozarjam zato, da ne bi pa ta 5. dolina ostala pozabljena, če se tako izrazim. Potem bi pa še pri teh vodotokih, sicer se to bolj malo občine tiče, ampak vseglih bi apeliral na občine, da mogoče kakšno pripombo pa le da na te razne direkcije oziroma direkcije za vode in pa ministrstvo za infrastrukturo. Jaz se vsak dan 2-krat vozim po dolini Črne iz Krivčevega v Kamnik, vsak dan sproti opazujem, kaj se tam dogaja in glede na to, da se tam porablja davkoplačevalski denar, se manj mehko srce trga, ker to gledam, kaj te ljudje tam delajo. Jaz vem, da občina nima vpliva na to, ampak jaz sem se obrnil že tudi na poslanca in sem mu isto vprašanje zastavil in on je meni nazaj odgovoril, da se dela strokovno in po predpisih. Jaz to vse verjamem, ne dela se pa gospodarno. Ja, to me moti, ker imam tudi dokumentirano od šole, od Krivčevega navzdol, so nasuli pesek, to se pravi tisto sredo, kjer bomo več dežja, ga je odneslo, v četrtek se bo nazaj nametalo, v petek ga je spet odneslo, a ne, to mi plačujemo, mislim, da to ne gre v pravo smer. Na koncu bo denar porabljeni, milijoni, ne bo pa narejen tako, kot je treba. Samo mogoče kakšna pripomba tam nekje na tistih direkcijah, da naj to tem koncesionarjem oziroma izvajalcem del povejo, da naj to majhno boljše delajo. Pa še eno stvar imam tlele, ta postavka 6311, ta pozabljeni vodovod potok Velika Lašna, tukaj se dovaža voda že najmanj 10 let in če mi tukaj izračunamo na hitro, tako čez palc 5 do 6 krat tedensko, je to toliko denarja, mesečno je to najmanj 4 do 5 tisoč evrov letno, pa kar preko 50 tisoč evrov, ne, bi bilo že s tem denarjem kar nekaj vodovoda tudi narejenega. Seveda, v planu je za leto 25, sam jaz se bojim, da ne bo se še za kakšne 2 leti to predstavilo. Če je to kakšna možnost, da se to mehen pospeši, bi bil vesel. Hvala. Vojko, hvala lepa za vprašanje mnenja. Besedo predajam Nini Semprimožnik. Nina, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi se pa tokrat v bistvu postavila vprašanje, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije v Motniku. In sicer iz obrazložitve rebalansa je videti, da naj bi se investicija nadaljevala v letu 2024. Mi je malo sicer nejasno, da zadeve pri prvem branju ni, zato lahko predvidevam, da bomo potem ta sredstva zagotovljena imeli pri drugem branju. Naj samo spomnim, da začetek gradnje je bil predviden že v letu 2023, zaključek pa potem v letu 2024. Pri celotnem projektu, predvsem pri pridobivanju služnosti, je sodelovala tudi krajevna skupnost. Vsem podpisnikom pa je bil posredovan terminski plan in pa predvsem razlaga, da je podpis služnosti potreben, da se pridobi gradbeno dovoljenje, da se lahko občina prijavi na razpis za nepovratna sredstva. Po zagotovilih pristojnih se je občina prijavila na razpis in čaka na pozitivni odgovor. Vsi smo se strinjali, da se potem dela premaknejo v leto 2024, saj so sredstva, ki so bila namenjena v letu 2023, namenili za sanacijo poplav. Zagotovljeno nam je bilo, da bodo sredstva za pričetek gradnje namenjena v letu 2024, tako da zdaj verjetno se potem lahko v drugem branju pričakujemo, da bodo tam potem ta sredstva. Predvidevam. Potem pa imam še eno vprašanje in sicer glede dokončanih zastavljenih projektih v naši občini. Zdaj že pred 3 leti se je občina Kamnik v sodelovanju s turističnim društvom Motnik, društvom Utrip in pa turističnim društvom Šentvid pri Lukovici prijavila na razpis LAS in bila pri prijavi tudi uspešna. Pridobljena sredstva so bila namenjena obnovi trga Motnika in kot eno izmed projektov je bila tudi vzpostavitev lokalne tržnice. Zdaj ta lokalna tržnica se je vzpostavila in enkrat mesečno poteka in je tudi izredno dobro obiskovana.
Zdaj postavil se je pač problem, da ko tržnica obratuje, ni potrebnega prostora in ni zagotovljenih sanitarij, pitne vode in tako dalje. In zdaj v sodelovanju z društvi v kraju je občina Kamnik tudi že izdelala in pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev servisnega prostora za potrebe tržnice in društev v kraju. Projekt izgradnje se je hotel prijaviti tudi na razpis LAS, vendar pa zdaj v bistvu v osnutku proračuna ne vidimo, da bi karkoli bilo na tej postavki. Zdaj odpirajo se pa predvsem tudi novi projekti. Zdaj strinjam se, da je prav, da imamo izdelane pripravljene projekte, seveda moramo pa tudi dokončati zastavljene. Zdaj predlagam, da se pač do drugega branja nekaj umesti tudi pač nekaj denarja pač na to postavko, se pravi postavka 4752. Zdaj tukaj so tudi društva v kraju pripravljena sofinancirati, tako da dokler so pač oni tudi pripravljeni to zadevo sofinancirati, je dobro, da v bistvu to zadevo pospešimo in damo naprej. Toliko z moje strani, hvala. Nina, hvala lepa za vprašanje mnenja. Besedo predajam Nataliji Berlec. Natalija, izvoli. Hvala lepa ponovno za besedo. Jaz bi mogoče se naslonila pač na svojega kolega na odboru, gospoda Uršiča, ki je dejal, da smo bili povabljeni na ta sestanek, kar je zelo v redu predhodno. Bili smo pa res vsi skromni, smo si potem mečkam povedali, kako pa kaj. Imamo željo seveda pač sanacija po poplavah, to je pač prva taka stvar, da se najprej to uredi predvsem na teh zelo kriznih območjih, kar domnevam seveda pač poteka, da se dogradi pač osnovna šola Frana Albrehta, seveda, da bojo lahko otroci z novim šolskim letom, upam, šli v novo šolo. Lepo je bilo slišati, da se bojo zastavljeni projekti dokončali. Bolj problem je tisti, pri katerih so pogovori recimo potekali, pa projekt ni bil čisto ali pa ne zastavljen, ampak ni prešel v prvi korak faze ali pa prvo fazo. Ena izmed teh je seveda parkirna hiša, katero Kamnik pač zelo močno potrebuje. Zdaj jaz ne vem, do naslednjega branja ali pa malo sem šla pogledati časovnico v december, malo časa imamo, jaz se mogoče malo bojim, da do tega naslednjega sestanka recimo obljubljenega ne bo prišlo, zato bom jaz izpostavila pač določene stvari, na katere pač ne pozabiti. Povečanje seveda sredstev za vsa gasilna društva v teh poplavah in to, kar je bilo, kar so dali vse od sebe, od opreme, od marsičesa, ne pozabimo potem na njih, da rabijo marsikaj. Recimo povečanje gasilnega doma na Duplici. Potem imamo večni problem oziroma zelo dolg problem ali pa ima neko sivo brado, že tale Palovška cesta, pa izgradnja pločnika, katera se nikakor ne pride, ne umesti nikakor v sam proračun. Potem imamo preplastitev pač ceste Hrib pri Kamniku od hišne številke 12 dalje, pa je potem preplastitev ali pa zamenjava tega dotrajanega asfalta v Šmartnem pri Stebljevku od glavne ceste pa vse do konca naselja recimo. Pa imamo v naseljah prepotrebno pridobitev za gradbeno dovoljenje za Mrliško vežico in pa obnovo obzidja na tem pokopališču sela, pa me ravno tako tudi želje glede asfaltiranja cest Novik Bela Peč v dolžini 3 km, pa od Markovega od hišne številke 11 do 13, pa odcepa od Rožična mimo hiše številka 15a, pa Sovinja Peč odcepa za Lovsko kočo mimo hišne številke 7 v dolžini 540 metrov, pa Trobelno, pa Markovo od Kopelice. Hočem reči, da malo se bojim, da bomo, želje imamo, skromni smo bili, do drugega branja imamo pa zelo kratko časovnico. Jaz upam, da bo čim več vsega tega, kar bomo danes povedali, lahko sprejeto pa pripravljeno za drugo branje, sicer seveda se nam obeta kar nekaj rebalansov prihodnje leto. Hvala. Natalija, hvala lepa za predloge. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. Hvala lepa še enkrat. Tudi jaz se moram zahvaliti, ker prej nisem bila vajena tega, da sem bila pri podžupanu in smo nekako poskušali skupaj vsaj nekaj naših predlogov oblikovati. Vseh seveda ni ali pa
kar nekaj jih ni tudi v tem proračunu. Verjamem, da vsega se ne bo dalo upoštevati, vendar glede na to, kaj kroži zdaj po Facebooku, po vseh teh družbenih omrežjih, te slike s Velike planine, napeljave pod zemljo, raznega kablovja, se moramo zavedati vsi skupaj, da se bo na Veliki planini s to elektrifikacijo povečal obseg bele tehnike, strojev, pralnih, pomivalnih in tako dalje, s tem povečanje raznih odplak in seveda kanalizacija oziroma, kaj naj rečem, kaj bomo naredili na Veliki planini. Nobenega denarja ni za to rezerviranega, ampak to bo treba pristopiti temu resno, ker konec koncev vsi se nekako bojimo problema, ki se imenuje Velika planina in kanalizacija. Ne bo dovolj, če samo odvažamo te, bom rekla, goščo oziroma odplake, ki so enkrat letno, ampak temu bo treba reči Bob in pristopiti k njemu in zavihati rokave in nameniti sredstva, da se to uredi, kajti to bo eskaliralo na vse možne variante, videli že zdaj je to kar velik problem. Zato razmišljanje o tem, da se sredstva namenijo in da se pristopi k reševanju nadaljnjih ukrepov, kako rešiti Veliko planino in kanalizacijo na Veliki planini. Za Kamniško Bistrico je namenjenih 20 000, sem videla, to je mogoče samo za eno študijo, če je dovolj, sploh ne vem, ampak ravno tako, to je dolina, po kateri pride vse v dolino in tudi v zajetje Iverje. Če ne verjamete, vam moram povedati, da je samo en dotok na Iverje in v Iverje pride vse, kar je gor. Iz planine, iz hribov, iz Postojank, iz Kamniške Bistrice, skratka vse pride dol. To ni neprodušno zaprta posoda, v katero nič ne more. Ampak tukaj pride vse. Zato bo za kanalizacijo potrebno odšteti dosti večja sredstva, kot so. Verjamem, da se bo reševalo po projektih obnove, po vseh teh, bom rekla, standardih in pa najbolj potrebnih, najnujnejših. Ravno tako tudi varne šolske poti, ki jih je odnesla ujma, ki jih je poškodovala povuden voda, te, bom rekla, hudourniki. Poleg tega sem zasledila objekte za rekreacije, recimo kar ena taka dosti velika postavka, kljub temu seveda še vedno premajhna, ampak z tega mesta naslavljam eno pobudo in če ne že zahtevo, ker konec koncev verjetno do zdaj tega ni bilo, da se pri osnovni šoli Stranje razmišlja o večnamenskem igrišču. Zdaj je bilo to zacementirano igrišče, ki se imenuje košarkaško, vendar tako, mini košarkaško, zraven mivka, ki je uporabna mogoče tokrat na leto ali pa malo večkrat. Zdaj bi se v tej prenovi to lahko opustilo in se naredilo večnamensko igrišče, za katerega sem prepričana, da bi tudi ljudje, lastniki zemljišč kmetijskih pristopili in prodali tistih nekaj metrov. Iluzorno bi bilo pa razmišljati, da bi lahko postavili en mini, kako ne rečem, stadion na ravno površino kmetijsko prve klase zemlje. Tega pa prav gotovo, tega filma ne bomo videli, vendar jaz mislim, da je prav, da naši otroci niso cel dan pod lučmi, v zaprtih prostorih in da grejo lahko tudi na zrak, kjer bi se odvijale lahko tudi marsikatere druge dejavnosti. Zato vsaj študijo oziroma projekt izdelave in tega in zato je pač potrebno nameniti tudi nekaj sredstev. Kot sem rekla, tudi varne poti, drugače pa res apeliram na večje razmišljanje o tem, da se kanalizacija nadaljuje. Poleg tega sem zasledila tudi kanalizacijo, ki naj bi stekla v letošnjem letu oziroma konec tudi drugo leto. Stovnik je izpadel, ga ni in se pojavlja tam nekje šele 26-27, kar se mi ne zdi prav, ker tudi skozi vas, katera je slabša kot pa makadamska cesta, je bilo skozi govora o tem, da se bo menjala spotoma, ko se bo kanalizacija napeljala. Ampak veste, dejansko
je tam velik problem tudi ta razdrta cesta, sama jama, bom rekla. Tako da ta stovnik naj bi bil, tudi name so se obrnili krajani Brezi, ki bi radi uredili področje kanalizacije in seveda želja bi bilo še mnogo več, vendar realno pa res poskušajte mogoče vsaj nekaj sredstev usmeriti tudi v reševanje problematike kanalizacije. Če že napeljujejo po Veliki planini in lomastijo stroj in kopljejo in ravsajo, bo treba pristopiti tudi k temu, da se rešuje problematika, ki bo od teh vseh strojev, ki se bodo zaradi posledično tega tudi lahko priklopili, prišlo v dolino. Zato en velik apel na vse, da se pristopi tudi k reševanju, nadaljnjo pristopi k nadaljnjemu reševanju kanalizacijskega problema na Veliki planini in v dolini Kamniške Bistrice. Hvala. Karla, hvala lepa. Besedo predajamo Jožetu Koroscu. Jože, izvoli. Evo, hvala še enkrat za besedo. Ja, proračun je pripravljen tak, kot je, v mejah danih možnosti. Seveda, želja je ogromen, tudi jaz ne bom se zdaj postavil k posameznih, sam ne vem, vedno sem se zavzemal za se pravi izgradnjo cest, obnovitev cest, razvoj podeželja, vodovodi, kanalizacije, vse to spada v moje področje. Sam prihajam seveda s podeželja in sem že kar vrsto let tukaj svetnik. Zdaj, noben ni razmišljal, kje bi še lahko dobil kaj sredstev. Vsi bi sam, tudi z mano vred, bi samo kam bi še kaj dal, ampak verjetno v prihodnosti, jaz imam močna moja želja je, da bo se pravi drugo leto, ko bo ta proračun letos sprejet, oziroma ja, ne bi bil sprejet. Močno upam, da bo država dala svoje, se pravi, kar nekaj se obeta tudi iz Evropske unije. Precej je bilo nabranih bodo še nekateri davki na dobiček in te zadeve. Upam, da bo tudi tam občina Kamnik deležna teh sredstev, da bomo z veseljem sprejemali rebalans in seveda tudi potem obnavljali to, kar je Kamnik doletelo, to je pa največja katastrofa v zadnjih, ne vem, kolikih letih. Posamezne postavke, kot sem rekel, ne bom, prav bi bilo seveda na ceste absolutno več, tudi prav bi bilo, da se pogledajo ostale postavke, te, ki so manjše, tam po 5 000, 10 000, kakšne materialni stroški, kje po kakšnih zadevah pri vrtcih, mogoče šolah. Mislim, da nekateri tudi kar malo na pamet napišejo zadeve, pa 1000 evrov, pa 1000 evrov. Če se skupaj, ne vem, 50 krat 50 000 evrov, 50 000 evrov lahko se prihrani. Seveda, tle imamo kar en velik izdatek, mislim, sem videl noter knjižnico, je tudi zdaj, če bo v prihodnjem letu to realiziran, mislim, da je to okrog 1 milijona investicija, pa se pravi, to se pravi, knjižnica je skoraj toliko kot vse vzdrževanje in pa obnova na teh cestih. Ampak dajmo generalno pogledati, jaz smatram, da je prav, da sprejmemo ta proračun zdaj v prvem branju, potem dodelamo v drugem branju, da se lahko, kot je že Marija rekla, da se lahko vlagajo zahtevki, da grejo lahko potem tudi po novem letu razpisi ven in vse ostalo, da občina normalno funkcionira. Proračun je bil pripravljen, pač vsi vemo, kako je bilo z županom, pripravljala se ga pač občinska uprava, delno tudi politika. Upam, da do drugega branja bomo še malo dodelali zadeve in da je drugo branje tak, ki bo sprejemljiv za večino teh svetnikov oziroma za večino tudi Kamničanov in Kamničank. Tako da, kaj ne rečem, jaz ga bom v prvem branju podprl, upam pa na določene spremembe v drugem branju in pa potem naslednjem letu pa seveda glede na nejasne okoliščine in pa na tveganja, ki so pred nami, bo seveda spet kar verjetno nekaj rebalansov. Točna slika mislim, da se bo pa poznala nekje že v spomladanskem času, kako in kaj z prihodki, tudi s povprečnino, ki se je zdaj povišala in pa z ostalimi državnimi pomočmi oziroma dodatnimi sredstvi za sanacijo. Toliko z moje strani, hvala. Jože, hvala lepa za besedo. Besedo pa predajam Matiju Siterju. Matija, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Zdaj, če me občutek ne vara, je to verjetno zadnja točka, ki se danes oglašam. Zdaj Jože je rekel, da bi vsi samo povečevali postavke, jaz imam mogoče neki postavk, kjer bi se dal kaj pošparati, oziroma bomo videli pol tekom razprave oziroma do drugega branja. Pri pregledu proračuna mislim, da je neizbežno dejstvo, da bo drugo branje proračuna precej drugačno od prvega, saj glede na današnjo razpravo in tudi po mojem občutku. Uvod za mojo razpravo je pa v bistvu postavil že kolega Prosen, ko je načel debato o sicer bazenu, jaz bi pa sprl bolj splošno razpravo o samih skladih. Lepo bi prosil občinsko upravo, če lahko do drugega branja pripravi pregled stanja sredstev po skladih, saj zaenkrat jo nisem videl noter. Aktivne imamo sklade recimo za gorsko reševalno službo, za športne objekte, za dokapitalizacijo Velike planine, ne nazadnje tudi za bazen, za katerega saj osebno mislim, da bi bilo v bližnji prihodnosti treba odpreti eno širšo debato, ali bazen ja ali ne, v kakšni obliki in če si ga sploh ne nazadnje lahko privoščimo. Ne same izgradnje, ampak bolj potem dolgoročno vzdrževanje tega bazena. Dotaknil bi se pa sledečih postavk v tem proračunu, in sicer postavka 3610 nakup radarjev. Do zdaj si občina te radarje za meritev hitrosti izposojala, predviden je nakup. Tukaj sem že dobil neke pobude oziroma vprašanja, koliko je to smiselno, koliko je bilo recimo ugotovljenih kršitev, ali te ugotovljene kršitve upravičujejo nakup, ali bodo te radarji stacionarni, ali bodo mobilni, ali bodo postavljeni večkrat tedensko ali manj. Nadaljna je postavka 6400, javna razsvetljava oziroma tokovina. Na eni izmed preteklih sej smo že majčkeno načeli to debato, žal nismo dobili nekih konkretnih odgovorov. Dejstvo je, da se stroški za elektriko povečujejo, tako sama cena elektrike, kot pa tudi število javne razsvetljave. Mogoče v premislek za bodoče projekte, ali je potrebno toliko javne razsvetljave, ne nazadnje se postavlja javna razsvetljava nekje v predelih, kjer praktično ni pešcev, ki je sama sebi namen, in pa nadalje premislek o tem, da bi se prešlo na neko pametno prižiganje, ker v zimskem času sem bil sam večkrat priča temu, da je ravna svetljava svetla, čeprav je bilo zunaj veliko bolj svetlo, kot pa je ta luč razsvetljevala. Glede postavke 8201 se je že Jože majčkeno dotaknil, glede sanacije knjižnice. Zdaj, čeprav razumem iz gradiva, ne bo šlo samo za energetsko sanacijo, ampak bo šlo tudi za neko večjo celostno prenovo. Ali se je tle mogoče razmišljalo tudi o možnosti, da bi se objekt porušil pa postavil nek nov projekt, nek nov objekt, ker skupaj z glasbeno šolo nas bo ta investicija že zdaj stala 1,5 milijona, kar je pa glede na stanje v proračunu kar precejšen znesek. Nadalje, nekaj občanov se je obrnili na mene, vezano na postavko 117, oziroma ne toliko na samo postavko, ampak ta postavka pokriva to področje. Članarina Združenja zgodovinskih mest. Mi vsako leto plačamo 8 000 evrov članarine temu združenju, vprašanje pa je, kaj od tega združenja dejansko dobimo. Ali je to neko 2-3 simpoziji, kjer si gredo pogledati mestno jedro, eno fajn kosilo in potem domov, ali dobimo neke konkretne bodi si projekte za sofinansiranje, bodi si usmeritve, kako se za malo denarja da narediti veliko, ker v zadnjih letih pri prenovi mestnega jedra se čezdalje več občanov tudi sprašuje, če grejo te prenove sploh v sklop zgodovinskega mesta ali bolj v neko moderno mešanico zgodovine in umetnosti. Postavka 4760, zelena os, če prav razumem, to je bilo sicer na eni izmed prejšnjih sej malo bolj podrobno predstavljen, gre za ureditev nekih petih točk vzdolž Bistrice, za neko rekreacijsko informacijsko dejavnost, je pa postavka oziroma delež sofinansiranja 180 000 evrov. Se pravi, mi bomo dali 180 000 evrov iz proračuna, pri vseh ostalih stvarih, ki se nam dogajalo v preteklih mestih, za postavitev nekih informativnih tabel, kjer si bodo lahko ljudje majčkeno odpočili, prebrali
nekaj besed in šli naprej. Ali je mogoče namen tega projekta širši in bo tudi samo vzdržen oziroma bo pritegnil neka večja sredstva v Kamnik. Bi pa pohvalil to, kar je bilo tudi že izpostavljeno, da se pripravljajo projekti, da se bomo lahko prijavljali na projekte, na sofinansiranja, recimo projekt Elena, sicer je bila prej omenjena knjižnica, ampak so tudi še drugi objekti v Kamniku. Mislim, da je to tista smer, ki je v preteklosti manjkala in bi si želel več tega. Na koncu pa nisem zasledil v gradivu glede kredita. Če bi lahko mogoče danes ali pa saj do naslednjega branja dobili pregled, katere kredite imamo odprte, koliko plačujemo in pa kdaj te krediti zapadejo. Hvala. Hvala lepa, Matija. Še kdo? Sandi Uršič, izvoli. Hvala za besedo. Gumb se je zatikal neki. Malo me je presenetilo tole, sem mislil, da bi še poročevalci, pa sem se pa... Ne, za prvo branje ne, a ne, je tako, ja. Ja. V bistvu me na nek način veseli, no, da je še kdo opazil tisto, kar jaz opažam že kot prebivalec doline Črne, že odkar je se začela sanacija, ne, kako funkcionirajo zadeve, ne. Mrzdo prav, pa tudi po spletu, pa to zdajle sploh, kaj je bilo malo bolj pestro spet, ni bilo nič narejenega. Jaz pravim, da narejenega je bilo ogromen, ampak koliko nas bo pa to stalo, si pa ne predstavljamo, no, ker dela se res na tak način, da tako, kot je Vojko rekel, se malo vprašaš, ne. In tukaj jaz si po en stran državnega denarja v bistvu želim čim manj, ne. Ker če je to vezano na dodatne obdavčitve nas, davkoplačevalcev, dajmo mi začeti tukaj šparati pri sebi. Na proračunskih postavkah, malo je bilo že omenjeno, ne, jaz sem se v prejšnjem mandatu prizadeval na materialnih stroških javnih zavodov, da smo to zmanjševali, ne. Noben ni koristnik proračunske postavke samo od sebe na predlago znižanja, ne. Ampak če ga pa postaviš pred dejstvo, da postavko znižaš, pa tekom leta vidiš, a pridejo čez ali ne, a ne. In tle sem gledal osnovna šola Frana Albrehta, materialni stroški, ki smo šli v 4-5 letih iz 150 000 na 210 skoraj. Razumem, da je tukaj še najemnina za učilence in tako naprej, ampak tega bo konca, ne. Razumem tudi, da je bil vmes dvig cen energentov, ampak tudi to se malo merja, a ne, in to je treba vse upoštevati. Je pa res, da je pa treba tukaj vse spremljati, evidence voditi in pol hitro lahko ugotoviš, a ne. V prejšnjem mandatu smo ugotovili, kako so bile še en mandat prej pogodbe podpisane za energente in kako so lahko cene dvigovali. Zdaj pa treba to spremljati in jaz upam, da niso bile kakšne nove pogodbe podpisane v času najvišjih cen in da se tukaj stvari kaj spreminjajo, pogajajo in tako naprej. In kar nekaj je rezerve na proračunskih postavkah in res bi bilo dobro, da si 2024 vzamemo za en izziv, da dokončamo tiste projekte, ki so začeti, da smo skromni pri obljubah, ne, vemo, da zakaj so določene postavke že Sandi se oproščam, ampak ves čas je potekel. Znači, da zdaj jaz pač razjasnim še par stvari, no, na kratko. Zdaj, bolj kot ne je vse skupaj povezano z denarjem, a ne, tako kot ste že tudi vsi vemo, sami ugotovili. Mogoče bi tole zdaj se navezal na Sandija, a ne, koliko tega denarja naj bi še dobilo države. V države naj bi dobili, se pravi, nekih teh, se pravi, razliko 60% od 20 milijonov, ki smo jih oddali na Ajdo, a ne.
mi bomo zdaj takoj šli v akcijo, zdaj, ko imamo te popise, zdaj v tem tednu še enkrat preverimo, kaj smo še pozabili, se pravi, vse je pozabili dodati, ker ste tudi izpostavili razne plazove, mogoče kakšne ceste, noter dati, gremo dejansko na teren, iz tem tabelam, ki je bilo popisan, da res probamo, se pravi, da ne spustimo nobene ceste, nobenega vsada, nobenega plazova, ker morate nekaj vedeti, mi imamo čez 200 plazov in sigurno je še kje kakšen ostal, ker pač je mislil, da ga je parjavil, pa je klical vsem, pa je klical unga, a ne. Na koncu je pa zdaj stvar taka, da bo pa ostal brez pač vzga, a ne. Tako da bomo šli mi še enkrat na teren, to še enkrat preverili in ko bomo imeli, se pravi, ta teden končno sliko, se pravi, točen popis, bomo takoj šli v akcijo pa državo zaprosili za dodaten, se pravi, ta denar, ne. Ker moramo vedeti, na državi tako tiska prvo pride, prvo melja, a ne. Tudi z države so nam pohvalili, so rekli, da smo pač svetlobno leto pred drugim občinam, druge občine tudi približen, še ne izvajajo sanacije. Mi smo, ne da smo sploh prva občina, ki to delamo, mi bomo čez nekih 10 dni v Županih Nivah sanirali ta prvi plaz za hišo, to pomeni, da bojo šli stanovalci lahko nazaj, tako da mislim, da je očitna razlika med drugim občinam, se šele pripravljajo na projekte, to, kar sem vam prej govoril, kako mora biti cel postopek spaljan, mi bomo pa dejansko že prvi plaz za hišo sanirali, takoj zatem sporedno se že dela zraven hiša in naprej imamo že odobren, se pravi, tako kot sem rekel, iz državne tehnične pisarne, recenzijo za Godič 31 in takoj se pač gre naprej na javni razpis, da se nadaljuje sanacija. Ceste so tudi, ogromno smo jih že popravili, se pravi, to pomeni teh osadov, plazov na cestah. Tega je toliko ogromen, da jaz mislim, da, koliko je Sandi rekel, da ne da si vzamemo 2024 za izziv, mislim, da ga že imamo izziv, pa tudi za 2025, da tole vse skupaj speljamo. Bomo, se pravi, če bomo dobili ta dodaten denar z države, ker se bomo potrudili, da ga bomo res čim prej dobili, bomo veliko lažje tudi vse te postavke speljali, ker moramo nekaj vedeti, ogromno imamo poškodovanega. Vse te je povezano, se pravi, vsa kanalizacija, koliko je Karla predstavlja, tako da delamo na vsem tem isto Krivčevo je res delikatna zadeva, moramo vedeti, da nam je zdaj v teh zadnjih neurjah še enkrat odnesli cesto, odnesli nam je zato, ker pač DRSV ni uredil vodotokov, pa smo kljub, imamo pač maile, pisali, klicali, vse živo, da ne pač pridajo, oni so se govarjali samo na pretočnost, smo videli, kaj pretočnost dela, je pa tako, tam mi vpliva, se pravi na DRSV-ju, imamo pač vpliv, ampak oni se odločijo, ali bojo naredili ali ne bojo in oni zapravljajo ta davkoplačevalski denar na tistih njihovih projektih, se pravi na vodotokih, mi tam, se pravi, nimamo nič, mi moramo gledati, se pravi, za svoj ta denar, ki smo ga dobili, da bomo uredili, se pravi, vse te ceste, popravili kanalizacije, popravili, se pravi, infrastrukturo, ki imamo tudi poškodovano, moramo vedeti, vodovod je bil isto poškodovan, ker je glavnega ključnega pomena, tako da vse te izzivi nas čakajo, se pravi 24 pa 25 tudi še gotov kaj, tako da bomo pa tole vaše pripombe pogledali, proučili, pa se vidimo na drugem branju. Tako da zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2024 v prvi obravnavi. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 27, proti 1, za 24. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena in s tem pa tudi današnja seja. Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje. Želim vam lep preostanek dneva. Lahko noč.